Fonetika in z njo povezana fonologija sta pomemben del raziskovanja vsakega jezika. Ponujata nam namreč vpogled v govorjeni jezik in z njim povezana vprašanja. Njuno osnovno orodje je ali bi vsaj moral biti tudi fonolaboratorij, ki omogoča nadaljnje raziskovanje in shranjevanje zvočnih posnetkov. Sama želja po fonolaboratoriju je tlela že zelo dolgo. Naša osnovna želja je pa v resnici zelo preprosta. Kako zajeti govorjeni jezik na tak način, da bo čim manj spremenjen, ne nujno lep, ampak čim manj spremenjen, čim bolj veren, dostopen v digitalni obliki. Fonolaboratorij se nahaja v tako imenovani črni sobi. To je soba, v kateri je deloval prvi predstojnik Inštituta za slovenski jezik, Fran Ramovš. Ohranjen imamo tudi stol, na katerem je sedel. Fonolaboratorij, kakor smo ga uspeli vzpostaviti, bo pokrival tri precej različne namene. Najprej je tu arhiviranje. Druga stvar so čim boljši in ušesu čim bolj prijetni posnetki, ki jih bomo lahko objavljali na portalu Fran. Najtežje pri samem fonolaboratoriju pa je vzpostavitev opreme, ki bo omogočala zadnji, torej ta najbolj fonološki namen, to pa je zajem zvoka in hkrati analiza samega zvoka. Za eksperimentalno-fonetične meritve je bistvenega pomena kvaliteta samega posnetka. Če začnemo s slabim posnetkom, potem je tudi meritev vprašljiva, tako da fonolaboratorij in vsa oprema predstavlja priložnost za v prvi vrsti pridobitev kvalitetnih posnetkov, ki potem lahko dajo tudi boljše rezultate pri meritvah, so bolj zanesljive meritve, tudi primerljive med seboj. Delo, ki ga upravljamo v fonolaboratoriju, je zelo pomembno za ustvarjanje sodobnih jezikovnih priročnikov oziroma za ugotavljanje rabe govorjenega knjižnega jezika, saj na podlagi teh raziskav potem v jezikovnih priročnikih zapišemo določena dvojnična razmerja, če obstaja v rabi oziroma določen izgovor, prevzeti besedi in podobno.